Dragi gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni na 5. reliju Železniki, 3. preizkušnji slovenskega državnega prvenstva v reliju v sezoni 2018. Jani Šolar je z nami, eden od vodilnih časomerilcev slovenskega avtošporta, tudi soorganizator tega relija. Kakšna je vaša vloga? Ta vikend verjetno kar zahtevna. Ja, ta vikend sem kar več v vlogah, v bistvu kot organizator. Potem pa imam še tukaj celo posadko, ki je časomerilcev, kateri merimo čas, to se pravi organizacija, cela logistika, razpored in tako naprej. Hkrati pa seveda še vse zadeve okrog organizacije relija, katere sem bil zadolžen. Tekmovalni del 5. relija Železniki, 3. preizkušnje slovenskega državnega prvenstva v reliju v sezoni 2018, se je začel v petek pozno popoldan z dvema kratkima, a kljub temu zelo atraktivnima in zahtevnima hitrostnima preizkušnjama, imenovane Dražgoše šprint. Skupna dolžina obeh hitrostnih preizkušenj v petkovem delu je znašala vsega skupaj 5,8 km, vendar kljub zelo kratki kilometrini petkovega dela so se v vrhu posameznih divizij in pa predvsem v vrhu skupne razvrstitve začele formirati že sorazmerno velike razlike. Kratki petkovi hitrosti preizkušnji sta v skupni uvrstitvi izredno odgovarjali tujim posadkam. Med peterico najboljših so se uvrstile 4 tuje posadke. 5. mesto je zasedla madžarska posadka Janoš Szilágyi Aleksandra Varadi v Mitsubishi Lancer 9. evolucije. 4. mesto sta po dveh odpeljanih hitrostnih preizkušnjah zasedala Andreja Nučita in Marko Vozo v Abarthu A124. 3. je bila posadka Claudio De Cecco Žanka v Hyundaiu i20 R5. 2. mesto je zasedala posadka Roktur Blanka Kacin v Peugeotu 208 razreda R5. Vodilna po petkovem delu pa sta bila Vlastimil Majerčak in Pavol Kušiner v Fordu Fiesti R5. V sobotnem delu dirke tekmovalce pričakalo 8 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 91 km. V dopoldanskem delu so tekmovalci morali opraviti s hitrostno preizkušnjo Davča in pa hitrostno preizkušnjo Podlong z vsako po dvakrat. Hitrostna preizkušnja Davča kot edina krožna hitrostna preizkušnja te dirke je bila hkrati tudi najdaljša na tem reliju. V popoldanskem delu sta tekmovalce pričakali še 2 hitrostni preizkušnji, hitrostna preizkušnja Soriška planina in pa hitrostna preizkušnja Dražgoše. Obe so tekmovalci odpeljali po dvakrat. Dopoldanski del dirke se je izkazal za izredno zahtevnega tako za tekmovalce kot tudi za tehniko. Boj za zmago se je odločil na 5. hitrostni preizkušnji, ko je vodilni Slovak Vlastimil Majerčak naletel na težave z menjalnikom in z dirko mora zaključiti, tako da je pobudo na dirki prevzel Rokturk, ki je imel pred najbližjim zasledovalcem že skoraj pol minute prednosti. Nekoliko manj je bilo odločenega v vseh ostalih divizijah, predvsem v diviziji 1, kjer smo spremljali od prve do zadnje hitrostne preizkušnje res ogorčen boj med domačinom in pa državnim prvakom iz sezone 2006 v skupni razvrstitvi Boštjanom Logarjem in zmagovalcem divizije 1 na prvi dirki v Vipavski dolini Martinom Štucinom. Ta dvoboj se je odločil šele v samem zaključku dirke.
5. mesto v skupni razvrstitvi relija sta si privozila posadka Tim Novak in Uroš Ocvirk v Oplu Adamu R2. 4. mesto je ob koncu dirke zasedla posadka Alex Humar in Jaka Cevc v Peugeotu 208 R2. 3. mesto na dirki je zasedla posadka Andreja Ločita Marko Vozo v Abarthu A124 tekmovalnega razreda GTR, ki pa ni bila prijavljena v slovensko prvenstvo. 2. mesto v skupni razvrstitvi je zasedla italijanska posadka Claudio De Cecco-Žanka v Hyundai i20 R5. Skupno zmago pa sta domov odpeljala Rok Turk in Blanka Kacin v Peugeotu 208 R5. Kjer je z dirko začelo 6 posadk, so cilj videle 4 posadke. 4. mesto je po uvodnih tehničnih težavah pripadlo posadki Jure Kovač, Boštjan Uljančič. 3. mesto je pripadlo posadki Luka Brus, Nives Cotič. Boj za zmago pa se je odločil med drugovrščeno posadko Tine Koren in Tjaša Medvešek. Njun zaostanek za zmagovalce je v cilju znašal 12,5 sekunde. Zmago je domov odpeljala posadka Blaž Koren in Robert Rupnik. Blaž, pozdravljen. Prvi v Jugopokalu, kakšni so občutki? Ja, neprecenljivi, res. Nismo si mislili, da bomo prišli toliko delč. Vsemi problemi, kar smo imeli pred dirko z menjalnikom in vsem, res nepopisno dobro, res. Odlično. Kakšni pa so plani za naprej? Po mojem lode še kakšna Idarja, Morda Gorica, pa ni dopusta. Šef noče dati neč. Bomo videli. Super, srečno. Hvala. V točkovanju Jugopokala je po 3 dirkah izredno napeto na vrhu. Z 49 točkami vodi Jure Kovač, 45 jih ima Luka Brus, 3. je Tine Koren s 36 točkami. V diviziji 3, kjer je z dirko začelo 9 posadk, je do cilja prišlo 6 posadk. Skupno 3. mesto, že drugič zapored, je osvojila posadka Miha Mušič, Črtomir Bergant v Lanči Delta Integrale. 2. mesto je pripadlo posadki Aleš Zrinski, Rok Vidmar, ki je v začetku dirke naletela na kar nekaj težav in se v nadaljevanju uspenjala po razpredelnici. Prvo zmago v diviziji 3 je domov odpeljala posadka Simon Mlinar, Erik Bizjak v Renaultu Clio RS. Simon, prvič v tem avtu in prvo mesto, kakšni so občutki? Trenutno fantastični, glede da je pač, kot ste rekli, prvič v tem avtu, sem brez besed trenutno. Pa so bili vmes kakšni zapleti ali je šlo vse? Naredil sem nekaj napak, tako da drugič pa boljše. Super, hvala, srečno. V diviziji 3 po 3 odpeljanih dirkah suvereno vodi Aleš Zrinski z 68 točkami, na drugem mestu Matjaž Zopančič s 34 točkami, 3. mesto zaseda Miha Mušič s 30. V diviziji 1, kjer je z dirko začelo 21 posadk, je cilj uspešno videlo 15 posadk. Končno 3. mesto je imel kljub tehničnim težavam in velikem časovnem prebitku pripadlo posadki Alan Monpe, Luka Kuštrin v Volkswagenovem Polu. Končno 2. mesto je po srditem boju za zmago pripadlo posadki Martin Štucit, Gregor Mavor v Škodi Feliciji Kitka. Njun zaostanek za zmagovalcem je znašal vsega skupaj 11,1 sekunde. Končno zmago v diviziji 1 je domov odpeljala posadka Boštjan Logar, Nate Rose v DMG-ju ZR105. Boštjan, zmagovalec divizija 1, zanima me, tukaj ste domačin, kakšni so občutki? Res je, neverjetni, občutki so res neverjetni, to je bila pa ena večjih borb v moji dirkariji. Moram pa tudi reči, kolikor sem res domačin, pa poznam relativno cesto, ampak je bil pa tak pritisk, da... Dobar, odlično. Po 3 odpeljanih dirkah je na vrhu divizije 1 izredno izenačeno. Vodilni Andrej Velka Vrh ima 47 točk, drugovrščeni Martin Štucin 43, Alen Lapej je tretji s 30 točkami.
V diviziji 2, kjer je z dirko začelo 9 posadk v dirkalnikih razreda R2, je ciljno rampo videlo 7 posadk. Končno tretje mesto je po slabi predstavi na Relniju Velenje tokrat osvojila posadka Denis Mrevle Rongomizel v Peugeotu 208 razreda R2. V levo 2, v levo 2, v desno 5, 70 dol, desno 4, v levo 1 pesek, desno 4, v levo 1 pesek, 30 cilj. Drugo mesto v diviziji 2 je zasedla posadka Tim Novak Uroš Cvirk v Oplovem Adamu R2, za njo so to že tretje stopničke v letošnji sezoni. Tretjo zmago v diviziji 2 na 3 dirkah je domov odpeljala posadka Alex Humar in Jaka Cevc v Peugeotu 208 R2. Kakšni so občutki, kako je bilo? Ja, brez kakšnih težav. Mislim, da so dobila vse hitrostne preizkušnje, tako da je bilo zanimivo. Malo je zdaj zadnja hitrost, predzadnja je bilo malo mokro, tako da je še malo popestrilo, malo nam je avto pa nahaja, ampak neč kritičnega, tako da je bilo okej. Po 3 dirkah v diviziji 2 vodi Alex Humar s 75 točkami, drugi je Tim Novak z 51, tretji pa je Ernest Fakin z 38 točkami. V skupni razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva je 5. mesto zasedla posadka Janoš Puškadi Godor Barnabaš v Škodi Fabiji R5. 4. mesto je pripadlo posadki Tim Novak Uroš Cvirk v Oplu Adamu R2. 3. mesto je zasedla posadka Alex Humar Jaka Cevc v Peugeotu 208 razreda R2. Drugo mesto je domov odpeljala italijanska posadka Claudio De Cecco Jean Campais v Hyundaiu i20 R5. In sinistra 4++, in destra 3++, lunga, in sinistra 3++, diventa 6 lunga, la stradina chiude, in destra 3++, in sinistra 4 meno, per sinistra 4 meno, in destra 4 lunga, in sinistra 4++, in destra 6, 10, destra 3++ lunga. Tretjo zmago v letošnji sezoni slovenskega državnega prvenstva v Reliju je domov odpeljala posadka Rok Turk Blanka Kacin v Peugeotu 208 R5. Rok Turk, hat-trick, 3 dirke, 3 zmage v letošnji sezoni državnega prvenstva. Boljše se ne da začeti, ste zadovoljni z dirko in pa predvsem s popoldanskim izplenom, z strategijo in s pneumatikami ob nekoliko nepredvidljivem vremenu? Ja, vsekakor bi bilo narobe, če bi rekel, da nismo veseli. Jasno, da smo veseli začeti sezono v bistvu s takimi rezultati in nek napredek od lani je, moramo se truditi, da bo šlo še boljše naprej. Popoldne smo sicer nekaj malega probali, ampak težko bi rekel, da se je obneslo ali v dobro ali v slabo stran, ostali smo na ismu, tako da bo treba verjetno kakšne novitete še potuhtati, da biti še hitrejši. V redu, hvala in srečno. Hvala. Po polovici sezone v točkovanju prvenstva vodi Rok Turk s 75 točkami, drugi je Claudio De Cecco s 54, tretji Alex Humar z 42, četrti Tim Novak z 32 in peti Ernest Fakin z 18 točkami. Ob posnetkih polivanja šampancem in veselja na ciljni rampi Relija Železniki vas mi že vabimo na ogled 4. dirke slovenskega državnega prvenstva v Reliju, Relija Nova Gorica, ki bo na sporedu med 7. in 8. septembrom. Vsi vabljeni na dirko in pa predvsem k ogledu reportaž na Šport TV-ju. Hvala in lep pozdrav!